V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, Bog nas je ustvaril, da živimo z upanjem. Optimizem pa je izbira. Psalmist se je spraševal, zakaj si potrta moja duša, zakaj se vznemirjaš v meni, upaj v Boga. Zakaj še ga bom hvalil, svojega rešitelja, svojega Boga. Bog nas kliče k upanju, saj je upanje gorivo za veselje. Bog je Bog upanja. Ko ga spoznamo, vidimo, kako zvest in vreden je zaupanja. Kristjan je optimističen tudi sredi preizkušenj, kajti Kristus je upanje slave. Obstajajo kulture, ki so bolj optimistične, kot je naša. Žal na Zahodu postajamo cinični in sarkastični. Narašča epidemija osamljenosti, slabega duševnega zdravja, razočaranja nad politiko in cerkvijo, nezaupanje v institucije, ogorčenje nad družbenimi mediji. Zdi se, da smo na robu katastrofe. Brez vere v Boga je nemogoče nositi rožnata očala in se pretvarjati, kako dobro nam gre. Vera v Boga nam pomaga, da tudi v bolečini vidimo slavo. Krščanski optimizem ne počiva v dobrih stvareh, ampak v dobrem Bogu. Zato smo kristjani večni optimisti. Amen. Prisluhnimo še obvestilom. Jutri v ponedeljek ob 19. uri je v cerkvi molitveno srečanje, ki je priložnost, da se osebno molitvi priporočimo Bogu. V sredo ob 19. uri je v cerkvi predavanje z diskusijo, kjer lahko vsi sodelujemo. V petek ob 19. uri pa je srečanje za moške na temo Žari in moška duhovnost. Koordinator srečanja je duhovnik Danilo Jovanovič. Torej, na srečanju bomo lahko moški spoznali, kako sta ti dve stvari povezani, moška duhovnost in žari. Vljudno vabljeni v petek ob 19. uri. V nedeljo ob 10. uri pa je v cerkvi osrednje tedensko bogoslužje. In še zadnje obvestilo. V soboto, 29. junija, to je zadnja sobota v juniju, bo organiziran izlet za ženske na Primorsko in sicer na dan odprtih vrat med polji Sivke. Dan odprtih vrat med polji Sivke. Zaradi organizacije prevoza in vsega ostalega se čim prej prijavite pri Rebeki Jovanovič. Torej zadnji vikend v juniju. In sedaj bomo zapeli veselo pesem, ki pravi Skozi vrata vstopimo. Vaši tvori slavimo ga.
Biblično vodilo za današnjo nedeljo glasi: Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Poezija iz istega psalma omenjeno biblično vodilo nadgrajuje. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje, očem narodov je razodel svojo pravičnost. Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe za Izraelovo hišo. Vsi konci zemlje so videli odrešenje našega Boga. Vzklikajte Gospodu vsa zemlja, vedri bodite, vriskajte in prepevajte, igrajte Gospodu na citre z glasom pesmi, s trobentami in z glasom roga vzklikajte pred kraljem Gospodom. Vabim nas k priznanju grehov. Gospod, ti vidiš v naše srce, misli in dušo. Vidiš našo pomanjkljivost, neodločnost, neodzivnost in nemoč, da bi se soočili s težavami. Odpusti nam krivice, ki jih povzročamo drugim. Daj nam moč za poštenost in pravičnost. Odpusti nam, ker smo tako lahkomiselni glede resnih stvari. Prosimo te, operi naše spokorniške solze v jagnjetovi krvi. Naj ne pozabimo, da sta v bistvu samo dve vrsti molitve. Prosim in hvala. Kristus, usmili se. Besede milosti in slavospev glasijo: Dam vam novo srce in novega duha denem vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce, poslušno in odzivno. Zato slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim k skupni molitvi. Vsemogočni Bog, hvaležni smo ti, da si z nami in nam nudiš tolikšno ljubezen. Daj nam voljo, da ti bomo zaupali vse svoje skrbi, stiske, strahove, bolečine. Veš, kolikokrat omagamo in obupamo. Veš, kako nas peče vest, ker je naš odnos s tabo in bližnjimi nepopoln. Veš, kolikokrat nas mori negotovost, ker ne vidimo izhoda. Ti pa se nam zdiš oddaljen in odsoten. Opogumi nas, da bomo delili dobrodejno besedo ob pravem času. Daj nam razumeti, da naše največje vprašanje v nebesih ne bo, zakaj si na svetu dopustil toliko trpljenja, ampak zakaj si bil do nas tako milosten. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. V nadaljevanju bomo skupaj z mladinsko skupino Bogu v čast zapeli več pesmi in prva pravi: Slavi Boga.
aretiraš, zato te častim. Slavljenje ni pesem le, je orožje duha. Slavljenjem Boga pade zidjeni hej. In dokler živel bom, razlog imel bom, da slavi Boga, duša vsa. Slavi Boga, duša vsa. Nočem molčati, saj moj Bog živi, kako naj to zase držim. Slavi Boga, duša vsa. Zvišeni kralj, grob si premagal, si smrti vladar. Slavim te, ker zvesti Bog, ki živi, večjega ni na tem svetu kot ti. Slavim te, ker vladaš, vzvišeni kralj, grob si premagal, si smrti vladar. Slavim te, ker zvesti Bog, ki živi, večjega ni na tem svetu kot ti. Slavi Boga, duša vsa. Slavi Boga, duša vsa. Slavi Boga, duša vsa. Slavi Boga, duša vsa. Nočem molčati, saj moj Bog živi, kako naj to zase držim. Nočem molčati, saj moj Bog živi, kako naj to zase držim. Nočem molčati, saj moj Bog živi, kako naj to zase držim. Slavi Boga, duša vsa. Ali ste že kdaj bili v situaciji, ko vam je zmanjkalo besed, da preprosto niste vedeli, kaj bi rekli in ste samo umolknili? Človek umolkne, ko besede postanejo premajhne, ko doživi nekaj, kar presega vsakdanje izkušnje, nekaj tako lepega, mogočnega ali pretresljivega, da ne more biti izraženo z govorom. Umolkne lahko ob močnem čustvu, na primer ob rojstvu otroka, izgubi ljubljene osebe ali kakem drugem nepričakovanem dogodku, ob nenadnem razodetju, uvidu, torej trenutku, ko se nekaj pokaže in človek ve, da golo opisovanje tega ne bi zajelo, ob srečanju z umetnostjo, ki mu globoko zareže v dušo, slika, pesem, skladba, ki govori na ravni, ki je globlja od razuma, ob veličini narave, ko stoji na visoki gori in se mu pred očmi razprostira čudovit pogled, ob sončnem zahodu ali v tihoti gozda. Takšna tišina ni prazna, ampak polna spoštovanja, občudovanja, globine. Pogosto pomeni, da se v človeku nekaj premakne, poglobi, utihne zunanji svet, da bi lahko slišali notranjega. In ko človek utihne, spregovori narava. Takrat slišimo prepevati ptice, žuboreti potoke, nekateri pa menda celo slišijo, kako raste trava. In takrat je čas, da prisluhnemo Bogu. Prisluhnimo sedaj današnjemu berilu,
iz Luka 19 od 37. do 40. vrstice. Ko se je že bližal pobočju Oljske gore, je začela vsa množica učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vsa mogočna dela, ki so jih videli. Govorili so: blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu, v nebesih mir in slava na višavah. Nekaj farizejev iz množice mu je reklo: učitelj, pograjaj svoje učence. In odvrnil jim je: povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni vpili. Jezus nas v tem odlomku sicer ne poziva, naj umolknemo, čeprav bi lahko včasih za trenutek postali in v tišini občudovali Božje stvarstvo, ki nas obdaja. Nasprotno, Jezus celo pravi, da če ne bomo z močnim glasom veselo hvalili Boga, bodo celo kamni vpili. In čeprav bi bilo morda zanimivo doživeti kaj takega, mi danes ne bomo tiho, saj je naš Gospod vreden, da mu damo vso slavo in čast. Zato nas vabim, da skupaj z naslednjimi pesmimi obožujemo našega Gospoda. Zapeli bomo pesmi Najvišji ti, Gospod, in Z vsem, kar sem. Najvišji ti,
Dragi Jezus, hvala, ker si nas izbral. Hvala, ker smo Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni. Hvala, ker nam odpuščaš in pomagaj, da bomo tudi mi odpustili drugim. Hvala za tvoj mir, ki kraljuje v naših srcih. Pomagaj nam, da bomo hvaležni in da te bomo s pesmimi in hvalnicami vedno hvaležno slavili. Amen. Dragi otroci, na vrsti utrinek za vas, kratka pobožnost, nazorna, tako da kar prihitite naprej, da boste bolje videli, da se bomo bolje slišali. Tukaj le spredaj v krogu lahko vidimo, kaj je to. Fantje. Nekaj za avtočke, ja, res je. En velik tovornjak, bravo. Po domače bi temu rekli, kako, šleper. Velik tovornjak za prevoz avtomobilov, seveda igrača. Tako velik, da ne gre niti na mizo. Kaj to pomeni? Nerodna igrača. Otroci, se tudi vi kdaj počutite, tako kot ta tovornjak, ta trenutek, tako žalostno? Ste kdaj za vse krivi doma? Če imate starejše brate ali pa mlajše brate, vas je več, ste vi kdaj za vse krivi? Ste kdaj tako počutite, da ste za vse krivi? To pa se, a ne? Kaj pa v šoli se trudite za to, da bo najboljša ocena, da bodo starši zadovoljni, se trudite, učite dolgo, potem pa slaba ocena, starši slabe volje. Vi se počutite kako tadej? Ne vem. Ja, zmedeno, žalostno. Aha, kako se počutiš takrat, ko dobiš slabo oceno? Jaz imam takega, kot takega imam tovornjaka. Še nisi pri ocenah. Kako se še počutite, kadar se prijatelju nekaj zaupate in on vse razklepeta? Kako se takrat počutite? Ste še premladi, da bi si kaj zaupali? Slabo, ja. Kaj boš povedala? Ja, mamaci. Lahko se tukaj usedeš, ja. Lahko. Ja, včasih smo osamljeni, včasih smo samo osamljeni, pa ne vemo zakaj. In sedaj, zakaj imamo ta kamion s sabo? Ta kamion je tako kot cel svet, celo človeštvo, ima dovolj prostora za vse ljudi, zato da vsi gremo lahko na ta vlak, na ta kamion, na to ladjo, vsi smo na tem planetu in vsi smo lahko del Božje družine. Bog ima veliko naročje, Bog ima dovolj prostora, da smo vsi lahko počutimo pri njemu doma, da se lahko počutimo tudi, kadar nas kdo izda, kadar smo osamljeni, iztrošeni, žalostni, smo lahko blizu. Tako kot ta kamion, tudi tisti, ki je čisto na koncu tega kamiona,
zadnji v vrsti, pozabljen od vseh. Mogoče se spomnite eno krščansko geslo in zadnji bodo prvi. In tudi pri tem kamionu je tako, tisti, ki so čisto na koncu, zadnji se zgodi, potem, ko se kamion zloži, da so prvi. In še na najvišjem mestu. Poniženi bodo povišani. Tako da otroci, pogumno, kadar boste žalostni, kadar boste potrti, kadar vam ne bo uspelo dobiti najboljše ocene, kadar bodo cel teden starši tečni, takrat se spomnite na Boga, ki pravi, zadnji bodo prvi, potrti bodo potolaženi in pogumno naprej. K naslednji kontrolni, v šolo k istim prijateljem, ki so vas izneverili. In sedaj pa tudi pogumno na verouk, kjer boste s prijatelji lahko še kaj lepega slišali o Bogu. Izvolite. Pred Božjo besedo pa bomo pobrali še kolekto s pesmijo, ki pravi Hozana na višavah. Drage sestre, dragi bratje, naj se umirijo naše misli, utiša ropot srca, da bo po žilah duše tekla živa voda Božje neskončne milosti, da bomo obnovili zvestobo do Boga in izpolnjevali dane obljube njemu. Naj šepet njegove neskončne ljubezni prebudi najgloblji delček hvaležnosti v srcu, da ne bomo podlegli negotovosti, saj vemo, da je Božje oko uprto v vrabčka, kako ne bi videl nas in poskrbel za nas. Ustanimo k poslušanju Božje besede iz 10. psalma,
1. in 12. vrstica. Psalm 10, 1. in 12. vrstica. Zakaj, Gospod, stojiš v daljavi, se skrivaš v času stiske? Vstani, Gospod Bog, vzdigni svojo roko, nikar ne pozabljaj nesrečnih. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Amen. Včasih me življenje spravlja ob živce. Zdi se mi, da sem le figura v kozmični šahovski igri. Jezus je vedel, kaj pomeni izkusiti brezno zapuščenosti, ko je, čeprav brezgrešen, na križu zavpil: Bog, zakaj si me zapustil? Vprašanja trpečih so legitimna. Vsi se slej, ko prej sprašujemo, kar je zapisal psalmist David: Zakaj, Gospod, stojiš v daljavi, se skrivaš v času stiske? Vstani, Gospod, vzdigni svojo roko, nikar ne pozabljaj nesrečnih. Gre za krik, ki izraža mučen občutek, da nas je Bog zapustil, čeprav si tega nismo zaslužili, sploh pa, če nam razlog ni znan. Zmedeni zaradi navidezne odsotnosti Boga smo prepričani, da nobena nebesa ne morejo popraviti krivice. Bolj ko verujemo, da je Bog ljubezen, težje se spopadamo z njim. Sprašujemo se, zakaj uspevajo hudobni, zakaj zmagujejo napačni ljudje, zakaj so blagoslovljeni naši sovražniki, zakaj trpijo nedolžni. Sploh pa, ker se Bog ne maščuje na naš način. Pa tudi zato, ker nam mnogokrat da to, kar smatra, da nam je dovolj. Mi pa si želimo več. Nekateri stvari preprosto ne bomo nikoli razumeli, saj nismo Bog. Apostol Pavel, kot akademik tedanjega časa, je zapisal: Zdaj gledamo z ogledalom v uganki, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavamo deloma, takrat bo spoznano. Iz svetopisemskega polemičnega žanra se s trpečim Jobom, ki velja za judovskega filozofa, učimo, da veselja ne moremo enačiti z odsotnostjo bolečine, ampak z Božjo navzočnostjo. Torej, mi smo veseli takrat, ko nimamo bolečin. Globina človeka in zrelost, česar ne moremo niti razumeti, lahko pa to doživimo, da je pravzaprav takrat pravšnja in edini odgovor Božja navzočnost. In od tega je odvisno, kakšna je naša vera. Razlikujemo najmanj dve vrsti vere. Prva je otroška vera, ki jo označuje zaupanje, kot otrok zaupa staršem. Je pa takšna otroška vera, grajena samo na zaupanju, v bistvu egoistična vera, ker upošteva samo svoje koristi. Druga vera je stanovitna vera, ki označuje poleg zaupanja zvestobo. In zvestoba po naravi ni egoistična, ni sebična. Zaupanje ali zvestoba? Zvestoba je več. Tak vernik veruje za vsako ceno, vztraja tudi takrat, ko Bog dozdevno molči in skriva svoj obraz, ko dolgoletna domačnost z vedno prisotnim Bogom izgine. Toda, ko postane Božja tišina nepremagljiva, se Bog trpečemu pravičniku razkrije. Ne povsem, ampak dovolj za tisti trenutek.
Zvestoba do Boga je postala Jobova na novo doživeta vera. Vera zahteva, da je njen predmet skrit, sicer ne bi bila vera, bila bi vidna. Čeprav se Jobove težke okoliščine niso spremenile in je Job podvomil v teologijo svojih tolažnikov, se je spremenil njegov odnos do Boga. Njegovo predrzno obtoževanje Boga se je spremenilo v zaupljivo zvestobo Bogu. Svojo vero je poglobil. Trpljenje so vrata v globino resnice. Job predstavlja vsakega človeka, ki doživlja skrivnost na videz nesmiselnega in nezasluženega trpljenja. Opisani so znaki njegove fizične, čustvene in duhovne stiske. O vsem tem beremo v Svetem pismu. Prisoten je obup, tesnoba, depresija, strahovi, brezup, jeza, bes, dvom, sram, krivda, gnus, osamljenost, nespečnost, nočne more, izgorelost. Božja tišina je preizkušenega Joba preobrazila, da je Boga poveličeval, zlodej pa je bil s tem sramotno ponižan in izgubil je stavo. Zakaj doživljamo Božjo skritost in Božjo tihost? Kaj, če se nam Bog zdi skrit zato, ker se skrivamo mi, ne pa On? Marsikaj lahko zamegli naš čut za Boga in to doživljamo kot izkušnjo Božje odsotnosti, to, da Bog nas vedno ljubi. Ne more drugače. Če bi Bog prenehal ljubiti, biti ljubezen, bi bilo konec Boga. Skriva pa se zato, da nas zaščiti, ker nas varuje pred našimi nespametnimi, sramotnimi in neprimernimi idoli, kajti njegovi načrti in volja so višji od naših. Tudi učlovečeni Božji sin je na križu izkusil trpljenje Božje zapuščenosti, a je ostal zvest skritemu in tihemu Bogu Očetu, se zgrudil v njegovo naročje in ga tako poveličal. Oče, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Bog je zavit v tančico skrivnosti zato, ker njegova presežnost presega sposobnost našega razumevanja. Ugledni protestantski teolog Karl Barth je zapisal, da zadostuje en sam stavek. Bog je Bog. Bog je Bog. 3 besede, ki hkrati povedo vse in nič. Gre za mogočo izjavo. Reči Bog je Bog pomeni potrditi, da Boga ne moremo razložiti, ga nadzorovati, ga imeti v posesti. Ne moremo začeti z Bog je in potem to praznino, ki sledi, zapolniti s tem, kar mi želimo, da Bog je. Ker Bog je to, kar On je. Boga je možno spoznati le skozi Boga. In preden rečem Bog, moram reči Jezus. Jezus je podoba nevidnega Boga. To pomeni, da Bog ni skrit, ni neznan, ampak se nam stalno razodeva, skladno z možnostjo našega dojemanja. Zato teologija ni nikoli končana, zato nobeno bogoslužje ni nikoli končano, zato branje Svetega pisma ni končano. Smo del velike Božje zgodbe, ker nima konca, ker Bog nima ne konca, ne začetka. Tudi vera vanj ali zaupanje oziroma zvestoba se nikoli ne konča, ker je vsak trenutek pri Bogu nova priložnost, milostni trenutek, da se odločimo zanj. Božja modrost je višjega reda od človeške modrosti in zaradi tega za nas skrivnost. 5. Mojzesova knjiga pravi, skrivne reči pripadajo Gospodu, našemu Bogu. Bog nam nikoli ne bo razkril vseh odgovorov na naše vprašanja, a to ne pomeni, da se Bog igra igrice kozmične skrivalnice. Nasprotno, skriva se z dobrim namenom, ker želi, da postanemo nebeška bitja, ne pa, bom kar simbolično rekel, peklenska bitja.
Sveto pismo pravi, da napuh, kot smo že slišali pri utrinku za otroke, sledi konec temu tako, da ga Bog poniža s padcem in to nas od Boga oddaljuje. Bog na vse naše molitve ne odgovori zato, ker je zavezan očetovski ljubeči vzgoji. Daje nam to, kar potrebujemo, ne pa tistega, kar si želimo. Če bi Bog uslišal vse moje nespametne molitve, bi bil moj sovražnik, ne pa moj prijatelj. Namesto, da bi svoj obstoj Bog dokazoval, raje z nami gradi odnos. Kaj pomeni, da vem, da nekdo obstaja? Saj Bog obstaja, ampak je več kot to. Če nimam z njim odnosa, ne pomeni mi nič, da vem, da moja žena obstaja. Ali prijatelj, če nimam z njimi odnosa. In po preroku Jeremiji nam obljublja, iskali me boste in me boste našli, ko me boste iskali z vsem srcem. Žene nas nemir, iskanja Boga, zato smo prišli sem. Vem, da ne iz dolgočasja. Imeli bi kaj drugega za početi. Žene nas nemir iskanja Boga, ker smo neozdravljiva religiozna bitja. Imamo Boga v genih. Ko se soočamo s temno nočjo duše, Božja skritost ni dokaz njegovega neobstoja. Ni znak, da nas Bog ne ljubi. Nasprotno, Bog se skriva zato, ker nas brezpogojno ljubi. Sicer bi mi hitro iz njega naredili predmet, dali bi ga na secirno mizo pod mikroskop in manipulirali z njim. Tak Bog nam pomaga odraščati in duhovno zoreti, da bi občutek Božje odsotnosti spremenili v lakoto po njegovi prisotnosti. Če bi bil Bog dovolj majhen, da bi ga lahko razumeli, ne bi bil dovolj velik, da bi ga častili. In to je doživljal pisec David v omenjenem psalmu. Božje povabilo je jasno. Približajte se Bogu in se vam bo približal. Tako se temna noč časoma zdani, večni dan pa je svetlejši, kot si ga lahko sploh predstavljamo. Kdor se že zdaj odloči za Boga, izbere življenje, kajti nesmrtnost biva samo v Bogu, ker je Bog ljubezen. Ljubezen ne more umreti. Bog nas ljubi in to pomeni, ti ne boš umrl. Kristijani verujemo, da se lahko na Boga zanesemo celo v globeli smrtne sence, čeprav se zdi, da je ne sliše, ne pozore, ne odzive, ne prisoten. Bog je za nas neviden, nismo pa mi nevidni za njega. Bog je za nas neviden, nismo pa mi nevidni za njega. Povejmo Bogu svoje pritožbe ali pa jih napišimo. Če se nam zdi Bog predaleč, premislimo, kdo se je oddaljil. Če se nam zdi Bog predaleč, premislimo, kdo se je oddaljil, on ali mi. Bog se ni premaknil, vedno je z nami, ni muhast, ni kapricast, ni nepredvidljiv, ni zlonameren. Zgodba govori o 3 vernikih v sobi, ki so sedeli na 3 stolih. V sobo je vstopil Jezus, v naročju je imel darila. Ustavil se je pri prvem verniku, dal mu je vsa darila, ki jih je prinesel. Nato se ga je dotaknil in se z njim dolgo pogovarjal. Nato je šel do drugega vernika. Ni mu dal nobenih daril, le dotaknil se ga je, mimogrede, in mu mimogrede na uho nekaj zašepetal. Nato se je premaknil k 3. verniku, a mu ni dal nobenega darila, se ga ni dotaknil in mu ni nič zašepetal na uho. Samo mimo njega je šel in sobo zapustil. Skriti opazovalec je sklepal, kako Jezus pozorno posveča posebno ljubezen prvemu verniku. A mu je angel rekel, da to ne drži. Pojasnil je, da če prvi vernik od Jezusa ne bi sprejel daril in se ga Jezus ne bi dotaknil, ter se z njim ne bi dolgo pogovarjal, ta vernik Jezusa ne bi ljubil in mu ne bi zaupal. Da je njegova vera tako krhka, ker se pač ni naučil
živeti po veri. Angel je nadaljeval, da drugi vernik živi sicer po veri, a ker občasno podvomi, kar je normalno, potrebuje za potrditev vere vsaj Jezusov dotik, pa nekaj njegovih spodbudnih besed. Angel je zaključil, da tretji vernik živi po goli, čisti veri. Zato ne vztraja pri Jezusovih darilih, dotiku, dolgih pogovorih, besedah, ker Boga toliko ljubi, da bi ga ljubil in mu zaupal, tudi če bi ga Bog, dajem v navednice, ubil, kot je rekel Job. Tako kot je Abraham zvest Bogu in mu je zaupal in bil pripravljen darovati sina. Običajno živimo po občutkih in ne po veri, kot bi bili na vrtiljaku, čustev in čudežev, čustev in čudežev, darila, trapljanje in dolgi pogovori. Smo nezreli krščanski uživači, pač hedonisti. Včasih se Bog skrije ravno zato, ne iz nagajivosti, da vidi, kako se njegovi otroci obnašamo. Opazujem zdaj vnuka Davida, pa se mu kdaj skrijem, da vidim, kako se obnaša, ko me ni poleg, kam bo šel, kaj počne, kakšne namene ima. Ampak sem tam. Samo on misli, da sem skrit. In tako nekako je z Bogom. Mislimo, da nas ne vidi, da je skrit, ampak nam dopusti, da vidi, kako se obnašamo, ko mislimo, da nas on ne vidi. Vprašanje je, ali je naša vera samo to, kar počnemo ob nedeljah v cerkvi, ali pa upoštevamo Jezusov klic k učeništvu. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Večina ljudi misli, da ima Jezusa v žepu, pa ga vzameš takrat, ko ga potrebuješ. Saj sem prijazna oseba, saj sem dobra oseba, nikomur ne želim nič slabega. Ampak kaj takrat, ko se podrejo nebesa, ko zemlja gori? Odločilno je, da je Bog dejaven v našem življenju. Ne samo zaupanje, več kot zaupanje, zvestoba. Doklej, Gospod, me boš pozabljal, doklej boš skrival svoje obličje pred mano. Kako to? Ali ni prerok Izaija zapisal, da tudi če mati pozabi na svojega otročiča, Bog na nas ne pozabi? Kako to uskladiti? Kako vem, da je Izaija starozavezni evangelist? Vem zato, ker je Jezus v shodnici v Nazaretu bral ravno iz zvitka Izaijeve knjige. Job je sredi agonije čakanja na Boga izjavil: jaz vem, da je moj odkupitelj živ. In mislim, da lahko vsi to ponovimo globoko v sebi. Kljub vsemu, jaz vem, da je moj odkupitelj živ. In tu ni konec, potem je še dodal, da se bo tudi njegov prah poslednji dan vzdignil. Človekov temeljni strah je strah pred smrtjo, a imamo samo dve možnosti, ker smrti nihče ne pobegne. Obup ali pa Božje očetovo naročje. Stvarstvo in človeška družina nista obsojena na uničenje, kajti Bog je svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Ni nam treba trepetati pred zarotami glede konca sveta. Ko me kdo vpraša, ali verjamem, da bo Jezus ponovno prišel, odgovorim, da Jezus nikoli sploh ni odšel, ker je vedno z nami. Kaj ni tako? Ljudje imajo toliko skrbi, ali bo Jezus ponovno prišel. Saj Jezus sploh nikoli ni odšel. Saj je rekel, da bo vedno z nami in poslal nam je Svetega Duha. Ko pa me vprašajo, zakaj sem postal kristjan, preprosto povem, da bi se znebil svojih grehov. Nimam strahu pred Božjo sodbo, kajti sojeni bomo po ljubezni do Boga in svojega bližnjega. Jezus je učil, sodba je v tem, da je luč prišla na svet, a so ljudje bolj ljubili temo
kakor luč, ker so njihova dela hudobna. Pekel ostaja možnost za vsakega človeka, ki zavrača luč in ima raje temo. Pravo vprašanje pravzaprav ni, zakaj naj bi ljubeči Bog poslal ljudi v pekel, ampak zakaj se mi odločamo za temo, zakaj se mi odločamo za pekel, za sovraštvo, za neljubezen. Pekel je posledica popolne zaprtosti za ljubezen. Veste, kdo je v peklu? Kdor ne ljubi. Nebesa so polnost ljubezni. V nebesih ni prostora za osamitev. In kristijani, ne bodimo ljubosumni na tiste, ki svoje veselje iščejo v svetu ali kjerkoli, na zabavah, mi pa v cerkvi. Kajti naše veselje, skupaj s tistim veseljem, tudi tisto veselje je lepo. Naše veselje, to Božje veselje, ki je sad duha, mora biti popolno veselje. Ker ne le, da imamo zaupanje v Boga, ampak smo tudi zvesti Bogu, kot je On zvest nam. Končujem zgodbo o mladeniču iz Daytona v Združenih državah Amerike, ki je ljubezen do svojega dekleta izrazil na poseben način, da bi jo lahko zasnubil. Najel je letalo, ki je nad mestom vleklo ogromno plahutajočo zastavo, na kateri je pisalo: Judy, ljubim te, ali bi se poročila z mano? No, pa si zamislimo nad Novim mestom. Letalo in potem plaputajoča zastava z napisom ime, ljubim te, ali bi se poročila z mano, ali pa poročil z mano. Ko so jo vprašali, kaj bo storila s tako ponudbo, je odgovorila: srce mi ne dovoli, da bi tako veliki ljubezni rekla ne, in jo zavrnila. To velja tudi v odnosu do Boga. Ko pogledamo na križ, vidimo neskončno Božjo ljubezen in ne moremo je zavrniti. Vabim k molitvi. Ljubeči Bog, odpri okna nebes in nas obsipaj z bleščicami svojega blagoslova. Mazili nas svojo ozdravljajočo besedo, da jo bomo poslušali in izvrševali z velikim veseljem. Pridružujemo se mirijadam angelov, serafinov in kerubinov, ki v nebesih neprestano opevajo tvojo veličino in sijaj. Hvala ti, ker žalovanje spreminjaš v ples, ker odvzemaš raševnik in nas opasuješ z veseljem. Zato naša duša prepeva tudi sredi stiske in čaka na tvojo pomoč. Amen. Pesem pravi: On moč mi daje, ko sem brez moči.
Sprejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obliče nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obliče nad te in ti podeli mir. Amen.